Kako si zadovoljen z letošnjo sezono pri Mariboru Mesarju? Ja, sezona je bila v redu. Dobil sem svojo priložnost, dobil sem nekaj minut, pa zelo potrebne izkušnje v prvi slovenski ligi. Kar se pa tiče klubskega uspeha, pa se nam ni čisti šlo, rabili bi še malo več sreče, da bi prišli še v ta zadnji zaključni del Ligo za prvaka, ampak na koncu je bilo tako, kot je bilo in pa mislim, da smo mogli biti kar zadovoljni. Kaj si misliš o odločitvi Košarkarske zveze Slovenije, da je za trenerja mlajših članov določila Zmaga Sagadina? Ja, jaz mislim, da je to super poteza, vsaj kar slišim od igralcev Heliosa, ko se tudi malo pogovarjamo. Ne glede na to, kaj oni rečejo, pa tudi druga stvar, pa rezultati in pa njihove igre letos. Sigurno so vsi napredovali pri njemu in predvsem tega se veselim, da se nekaj novega naučim pri njemu, ker sigurno je strokovnjak in vsi čakamo na to in s trdnim delom bomo poskušali čim več doseči. Misliš, da bo tebi in tvojim soigralcem igranje na domačem terenu predstavljalo dodatno motivacijo? Ja, sigurno. Če imaš nekoga za sabo, ki te spodbuja in ki ti pač daje še dodatno energijo, sigurno je to dodatna motivacija in pa še mogoče tisti dodatek za končni uspeh. Kakšni so tvoji cilji na Evropskem prvenstvu? Ja, najprej treba seveda v začetni skupini, ki ni toliko lahka, ker imamo predvsem Litvance, je treba se čim boljš odrezati, seveda priti naprej, pol pa v razigravanju vsako tekmo posebej, tako kot vedno in jaz, tako kot sem že rekel, z gledalci mislim, da lahko pridemo kar daleč. Je odnos med fanti kaj drugačen, ko branite barve vsak svojega kluba ali ko igrate na reprezentančnih akcijah? Ja, sigurno. Smo vsi prijatelji izven terena, se poznamo zdaj že toliko let, ampak na igrišču pač ne poznaš, mislim, ne gledaš proti komu igraš, mogoče celo še večja motivacija, da se med sabo dokažeš v klubu. V ekipi reprezentance pa seveda isto. Tukaj smo, da en drugemu pomagamo, da napredujemo in trdo delamo. Kateri element košarkarske igre pa moraš po svojem mnenju še izboljšati, da boš postal še boljši igralec? Ja, jaz mislim, da kar vse. Da sem pač na samem začetku, imam neke osnove, ampak pa te finese, kot jih recimo poznajo trenerji, kot je Sagadin, to je tisto, kar se še jaz mislim, da moram naučiti in pa pač čim več izkušenj, čim več kilometrine. Kakšni pa so tvoji načrti za prihodnost? Te zanima tujina? Ja, sigurno koga pa ne. Ampak, saj pravim, najprej se je treba dokazati tukaj doma, iti vsako tekmo posebej, pa če pride ta priložnost, jaz jo bom sigurno zagrabil in upam, da tudi pride, tako da bomo videli. Ali morda veš, s katerimi reprezentancami se bo Slovenija udarila v prvem krogu? Igramo proti Litvancem, proti Švedom, pa četrti so pa še